Samo še nekaj let manjka do 100. obletnice Medvoške godbe in kar polovico tega časa na Budnicah sodeluje tudi njihov član s trenutno najdaljšo tradicijo nastopanja. Jaz dejansko igram na prvomajskih Budnicah že od leta 77. Edino, kar nisem igral, je bilo seveda takrat, ko sem bil v vojski in ko je bil COVID. Tako da za naslednje leto bi že imel neko okroglo obletnico, se pravi, ker sem se že udeležil skoraj 50 prvomajskih Budnic, z izjemo tisti, ki sem jih omenil, ko enostavno nisem uspel zaradi vojske in zaradi covida. Tradicionalne prvomajske Budnice so eden najstarejših in najbolj prepoznavnih običajev praznovanja praznika dela na Slovenskem. Njihov namen je bil od nekdaj jasen, z glasbo prebuditi delavstvo ter jih pozvati k praznovanju in boju za svoje pravice. Budnice so bile v začetnem času pogosto prepovedane ali strogo nadzorovane. Takrat so imele močan potalni in uporniški značaj. Po drugi svetovni vojni so postale državno podprt dogodek, kjer je bil obvezen del repertoarja namenjen koračnicam in delavskim pesmim. Danes pa so Budnice izgubile politično noto in postale predvsem kulturno-etnografska dediščina. Ta tradicija prvomajske Budnice se je ohranila, predvsem je pomembno, da tudi ljudje še zmeraj čutijo, da je to pomemben praznik in seveda za godbenika vsakega je pa, to bi rekel, eden izmed najpomembnejših dogodkov, ki se jih mora udeležiti. Jaz pač pravim, da pravi godbenik se mora udeležiti prvomajske Budnice. Ja, včasih smo hodili peš, se vozili s tovornjakom, s traktorjem, danes je pač bolj moderno, da se vozimo z avtobusom, ampak še zmeraj, ja. Mislim, da je glasba tisto, kar pomeni nam godbenikom, neko hkrati tudi ljudem, da občutijo ta 1. maj kot nek tradicionalni delavski praznik. Medvoški godbeniki se zadnja leta podajajo na svojo pot po klasičnih lokacijah in imajo že tudi svojo ustaljeno časovnico. Tudi zaradi tega jih v večini krajev krajani z veseljem pričakajo in jih tudi malce okrepčajo. Vsaj v Sori so domačinke zanje lepo poskrbele z domačimi dobrotami. Ta del je sigurno zelo pomemben, da tudi ljudje čutijo, da prvomajska Budnica ima nek pomen. Predvsem pa ja, pomen tradicije v tem, da potem enostavno tudi mladi za naprej bodo ohranjali to dolgoletno tradicijo. In ja, meni je tudi veseli, da mladi godbeniki nekako čutijo pripadnost temu 1. maju in da je to res nek poseben dogodek za vsakega godbenika. Tako da upam, da tudi za naprej, za te mlajše generacije, da bo to ostalo in v njihovi zavesti in da se bo ta tradicija ohranjala še dolg časa tudi v prihodnje. In kot smo videli, se medvoška godba lepo pomlajuje. Zato smo pred mikrofon povabili tudi njihovega najmlajšega člana, ki so mu to bile krstne Budnice. David, tole je zate prva prvomajska Budnica, kdaj si se pridružil godbi? Letos januarja. In kako je bilo zjutraj začeti? Naporno se je dalo vstati. Ja. Je fino, ko vas pridijo ljudje takole poslušati? Pa... Ja, je zabavno in je z užitkom igramo. Lahko. Daj mi povej, kaj je bil pa razlog, da si se priključil godbi? Ja, najprej sem bil v šolskem orkestru, kjer je bilo zelo dolg čas, tako da sem bolj... Je pa en moj prijatelj tudi igral in sem šel v godbo. Pred stoletjem je bila pesem godbenikov klic boju za 8-urni delovnik. Danes, ko delo prek digitalnih naprav v naše domove vdira 24 ur na dan, se zdi, da so te meje ponovno padle. Tradicija ostaja ista, a kontekst se spreminja. Ali bomo pustili, da Budnice postanejo le nostalgičen odmev preteklosti, ali pa bodo pihalni orkestri ponovno postali zvočna kulisa novega preboja za pravice tistih, na katerih sloni ta družba. Odgovor se skriva v tišini, ki nastopi po prazniku.